Kje se pravzaprav sedaj nahajava? Nahajamo se na začetku Posavskega hribovja, to je na Veliki Preski, na višini skoraj 800 metrov, tako da v takem idiličnem kraju sredi gozdov. Jaz sem videl, da se vidite prav lepo na Kum, ne? Ja, Kum, na vaši desni, ne? Ja, Kum, to je naš zasavski Triglav, ne? Tako da imamo res krasen pogled po tej dolini Sopote, ki izvira pod našo vasjo. S čim se vi ukvarjate? Vi imate mizarstvo, pa še eno podjetje. Ja, mi se v osnovi ukvarjamo z mizarstvom, ki dela različne lesene stvari za okrog hiše, ker smo se pa specializirali v eksterier, se pravi za zunanjost, smo ustanovili tudi nekaj več kot 10 let nazaj še drugo podjetje, to je Center za zunanjo ureditev. In kako teče posel? Ja, posel teče, ne, tako da zdaj vmes je bilo majčkeno manj, bi rekel, drugače pa, ko smo začeli z samim mizarstvom, zdaj mizarstvo imamo že 26 let, glih te dni, tako da v začetku smo začeli z balkonskim ograjam, potem smo pa videli kmalu, da je treba to celostno pristopiti in zato smo ustanovili poslovno združenje Naš vrt. Jaz sem tudi 12 let vodil to združenje. V tem združenju je bilo v 20 letih 44 podjetij in na tak način potem smo ustanovili tudi ta inženiring Center za zunanjo ureditev, ki je bil v osnovi najprej namenjen izobraževanju strank, pa razvoju, bi rekel, partnerjev in tega znanja, potem pa seveda smo prevzeli to tudi kot inženiring naprej za izvedbo. To pomeni, vaši mizarski izdelki so izdelki za zunanjo opremo? Tako je. Se pravi, samo zunaj, se pravi, naši izdelki so recimo nadstreški na terasah, za avtomobile, razne pergole, paviljoni in tako naprej, kar se tiče fasade, tudi fasade lesene, terase, balkonske ograje, tako da vse, tudi vrtne ograje, vse, kar pač je treba okrog hiše urediti. V lesu to je mizarstvo. Kdo so vaši naročniki? Naši naročniki so v, ne vem, 98% privatne stranke, se pravi, delamo za njihove privatne hiše, se pravi, okrog hiše vse uredimo in naredimo to v stilu, ki pač paše na nek stil arhitekture hiše. Pokrivate slovenski trg ali kaj že širše? Ja, zdaj smo se pojavili tudi na tujih trgih. Ravno prejšnji teden smo se predstavili na hrvaškem sejmu Ambienta, kjer smo tudi dobili nagrado, priznanje za inovativne izdelke in sicer prav za izdelke za lesena senčila, se pravi horizontalna, vertikalna senčila. Tako da dobili smo kar, bi rekel, čez 80 kontaktov na Hrvaškem, tako da Hrvati se zanimajo za naše izdelke, nekaj smo tudi že delali pri njih dol na Hrvaškem v preteklem letu, tako da počasi. Kakšni so pa vaši načrti? Zdaj, načrti so, bi rekel, kar se tiče trgov, da bomo štartali kar bolj proti Hrvaški, malo proti morju, pa proti Istri in Zagreb, seveda, ki ima skoraj z okolico toliko prebivalcev kot Slovenija. Poskušali smo že tudi v Avstriji, vendar Avstrija nekako ne razlikuje, bi rekel, med tesarji in to, kar mi delamo, ker delamo na precej višjem kvalitetnem nivoju. In Avstrijci pač računajo, da bodo dobili to za bistveno nižjo ceno, mi pa kot višjo kvaliteto ne moramo dati za nižjo ceno. Vi veliko daste tudi na razvoj? Ja, veliko damo na razvoj, veliko delamo, imamo svojo lastno projektivo, sodelujemo z 8 arhitekti, se pravi, imamo zunanje partnerje, oblikovalce. Kar se tiče pa samega razvoja, pa razvijamo produkte v sodelovanju z partnerji, v tej partnerski mreži različnih poklicev, ker mi povezujemo skozi Center za zunanjo ureditev 27 različnih poklicev. S tem, da razvoj delamo tudi z šolami, s fakultetami, sodelujemo zdaj trenutno s 6 fakultetami, tako da z mladimi kreiramo prihodnost.